Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Nocoj v našem studiu gostimo predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Dober večer in dobrodošli. Dober večer, hvala za povabilo. Gospod Janša, vojna v Ukrajini traja že 28 dni in zaenkrat še nič ne kaže, da bi je bilo kmalu konec. No, vi ste skupaj s poljskim in češkim kolegom obiskali Ukrajino. Kaj je bil namen tega srečanja in kakšno sporočilo ste takrat prenesli predsedniku Zelenskemu? Ta ruska agresija na Ukrajino je povzročila vojno daleč največjih razsežnosti po drugi svetovni vojni v Evropi. To, kar se dogaja v Ukrajini, vpliva na celotno Evropo in tudi širše. Zaradi tega ni vseeno, kaj se tam dogaja, in s tem, ko se ukvarjamo z Ukrajino, se ukvarjamo tudi z našo lastno varnostjo. In če ni varnosti, ni ničesar drugega. Takrat, ko nam nekdo streže po življenju ali pa svobodi, so druge vrednote ogrožene v paketu. Tako da je to odgovor na vprašanje, zakaj se mi s tem ukvarjamo. Ukrajina je v tem trenutku točka, kjer se določa prihodnost Evrope. In Ukrajina potrebuje 4 stvari. Potrebuje upanje, potrebuje moderno orožje, da se ubrani, potrebuje denar za to, da preživi v tem času, in potrebuje humanitarno pomoč. Zdaj, naša misija v Kijevu je zajemala vse te 4 točke, predvsem pa prvo. Mi smo s tem želeli pokazati, da jih nismo odpisali. Kajti Ukrajino, nažalost, so mnogi na Zahodu odpisali na začetku agresije. Čez en teden bo v Kijevu proruska vlada, to bo novo dejstvo. Dajmo graditi nov zid na mejah NATO in Evropske unije. Glejte, ne rabimo novega zidu, rabimo neko stabilno okolje v naši vzhodni soseščini, ki bo zagotavljalo nek trajen mir ne samo nam, ampak tudi prihodnjim generacijam. Narediti moramo nekaj, kar je bilo spregledano pred 30 leti, ko je prejšnji zid padel in se stanje v Ruski federaciji ni uredilo tako, kot se je uredilo recimo v Nemčiji, potem, ko je bil nacionalsocializem tam poražen. Predlagate tudi čimprejšnjo vključitev Ukrajine v Evropsko unijo? Seveda, saj Evropska unija Evropska unija ni idealna stvar. To ni Božje kraljestvo, ima veliko napak in tako naprej, ampak v svoji osnovi je to mirovni projekt. Evropska unija je bila zgrajena zaradi tragičnih izkušenj evropskega kontinenta po prvi in drugi svetovni vojni, ko so milijoni ljudi umrli zaradi spopadov znotraj evropskega kontinenta. Torej, Evropska unija je mirovni projekt na samem začetku in samem bistvu, vse ostalo, skupni enotni trg, blaginja, skupna evropska kmetijska politika je bilo dodano zato, da se utrjuje nek koncept, kjer se pogovarjamo, ne pa spopadamo med sabo. In vsaka država, ki se vključi v ta koncept, je širitev tega prostora. Zaradi tega je velika napaka mnogih naših kolegov na Zahodu v zadnjih 15 letih, ker so bili tako skeptični do nadaljne širitve. Čeprav je širitev Evropske unije, tudi ko gre za Zahodni Balkan in ko gre za celo vzhodno soseščino, pravzaprav edini strateški odgovor na te izzive in na ta nerešena vprašanja, ki so še ostala. Zato podpiramo članstvo Ukrajine v Evropski uniji, tudi članstvo Moldavije, Gruzije, ker je to način, s katerim se da preprečiti takšne tragedije, kot se zdaj dogaja v Ukrajini. Če bi to bolj resno jemali, leta 2008, ko so bile prve prošnje za članstvo tako za Evropsko unijo kot za NATO, in bi bila takrat predvsem evropska politika, ker ameriška je bila za to, da se gre pogumno v širitev, pa da se tudi doseže nek strateški sporozum z Rusko federacijo, da ne bodo mogli govoriti, kako so ogroženi in tako naprej. Takrat je bilo vse možno, ampak poguma ni bilo in danes to ceno plačujemo.
To bi bila po vašem mnenju potem ena izmed možnih rešitev te ukrajinske krize ali pa vojne v Ukrajini. Kaj je še tisto, kar bi lahko vplivalo na to, da bi se ta morija v Ukrajini končala? Popolnoma odkrito rečeno, vojna se bo v Ukrajini ustavila takrat, ko bo ukrajinska stran dovolj močna, da zaustavi rusko agresijo. Tudi agresija na Slovenijo je bila ustavljena takrat, ko smo ustavili tanke jugoslovanske armade, jih obkrožili in ko smo v bistvu dosegli, da se je 5-6 tisoč njihovih pripadnikov dalo, ker niso mogli nikamor. Popolnoma enaka stvar je v Ukrajini. Rusija se sama ne bo ustavila zaradi različnih razlogov in ko je bo Ukrajina zaustavila, jo ne bo brez naše izdatne pomoči, takrat se bo Kremelj bil pripravljen pogajati, nič prej. Ko ste prej omenili humanitarno pomoč, tudi Slovenci smo zdaj še enkrat več pokazali, da nam ni vseeno za stiske drugih. V številnih akcijah smo zbrali precej pomoči, pomagali so številni prostovoljci. Torej, kljub, če rečemo, nekim delitvam, Slovenci še vedno znamo stopiti skupaj, ko je to potrebno. Ne, zagotovo. In ta izraz solidarnosti v Sloveniji je bil izjemen, je bil spontan. Hvala vsem, ki so se kakorkoli priključili. Opozarjam pa na to, da bo ta solidarnost še potrebna, ker tragedije še ni konec. Trenutno je iz Ukrajine pobegnilo okrog 3 milijone ljudi, v glavnem žensk in otrok, več kot 90%, polnih. Notranje razseljenih, se pravi tisti, ki so morali zapustiti vojno območje, pa še skoraj 10 milijonov. To je tragedija, kakršne po drugi svetovni vojni na našem kontinentu še ni bilo. In seveda tem, ki bežijo preko meja, pač potrebno pomagati. Tukaj gre za begunce, ne gre za migrante. Tukaj se vidi, zdaj, ko smo se z vlakom vozili v Kijev, so vlaki vozili v obe smeri, ne, po teh progah. In so bili polni v obe smeri. Se pravi, ženske in otroci se umikajo iz vojnih območij. Moški, ki so doslej delali po zahodnih državah, pa se vračajo nazaj boriti se za domovino. Po zadnjih podatkih se jih je vrnilo nekaj 100 tisoč, nekateri pravijo 400 tisoč. Uradni podatek je preko 300 tisoč. To pomeni, da dejansko tam gre za vojno, da tisti, ki bežijo, ne želijo izkoriščati nekega socialnega sistema v Evropi, kot to želijo tisti, ki prihajajo iz držav, kjer ni nobene vojne. Pa namesto, da bi doma gradili socialno državo, pač gredo tja, kjer je ta že narejena in pač povzročajo velike probleme. Njim je treba pomagati doma, beguncem pa povsod, kjer se pač da. In Slovenija je res tukaj zbrala ogromno humanitarne pomoči. Morali smo se posebej organizirati v okviru civilne zaščite in reševanja, da se to vse transportira v Ukrajino in vam lahko rečem iz prve roke, da so zelo hvaležni za to pomoč. In kako je z begunci? Nekaj jih je že nastanjenih tudi v Celju in v naši regiji. Koliko bi jih lahko Slovenija sprejela in pa kje bi jih namestili? Večina teh, ki so pribežali v Slovenijo in je ostala v Sloveniji, je pri družinah, pri sorodnikih, pri znancih. Tukaj smo imeli že pred vojno blizu 2000 pripadnikov ukrajinske diaspore. Oni so prvi, ki so se angažirali, da so pač svoje znance, sorodnike, sorojake sprejeli. Zelo veliko teh, ki je prišlo v teh prvih tednih v Slovenijo, pa je šlo naprej. Ker so to tisti, ki imajo sorodnike tudi v Italiji, v Avstriji, v Nemčiji, povsod po Evropi, še posebej v Italiji je zelo močna, v severni Italiji zelo močna ukrajinska diaspora, veliko ljudi je tam delalo. In medtem, ko se moški vračajo nazaj, zdaj v njihova stanovanja prihajajo njihove družine ali sorodniki in zaenkrat v Sloveniji število tistih, ki so se prijavili skupaj ne presega bistveno številke 15 tisoč. S
tem, da mnogi od teh niso več v Sloveniji, so šli naprej in trenutno naše kapacitete v tovrstnih institucijah, čeprav smo na zadnji seji vlade te povečali za številne državne objekte, niso polne, se pravi, tukaj še imamo prostora, bo pa potreben, glede na to, kaj se dogaja. Vaša vlada v teh dneh obeležuje 2 leti delovanja, do volitev nas zdaj praktično loči le še mesec dni. Kaj je po vašem mnenju najbolj zaznamovalo to 2-letno obdobje? Je kriza na krizo. Zdaj, prisegli smo dan potem, ko je bila z veliko zamudo razglašena epidemija in 90% moči v tistem pomladnem času leta 2020 je šlo za to, da smo z veliko muko napolnili prazna skladišča in zagotovili osnovno zaščitno opremo, sprejemali nujne ukrepe. Potem je prišlo na vrsto okrevanje, kjer smo predvsem s pomočjo obsežnega paketa evropskih sredstev, izpogajanih evropskih sredstev, ta načrt zastavili zelo ambiciozno in lansko leto je v bistvu potekalo v nekem znamenju okrevanja, ker je Slovenija med najbolj razvitimi državami po hitrosti okrevanja dosegla 2. mesto, kar je velik uspeh, ki je odmeval povsod po svetu. S tem, da smo v lanskem letu tudi znižali delež dolga v bruto domačem proizvodu. Ravno včeraj je naš minister za finance dobil čestitko, pisno čestitko podpredsednika Evropske komisije Valdisa Dombrovskega, ki je zadolžen za makroekonomsko stabilnost celotne Evropske unije. V tem pismu podpredsednik Evropske komisije čestita Sloveniji za izjemno dobre, zmagovite makroekonomske kazalce v lanskem letu in za bistveno znižanje deleža dolga v bruto domačem proizvodu. Omenili ste to epidemijo. Zdi se, da je vojna v Ukrajini poročanja o COVID-19 kar nekako postavila v ozadje na stranski tir, a številke v zadnjih tednih znova rastejo. Mnogi pravijo, da smo zdaj že v novem valu. Kaj to pomeni za Slovenijo v prihodnjih tednih, v prihodnjih mesecih? Dejansko smo v novem valu, vendar zdaj vsak nov val, ki pride na neko situacijo, kjer smo bolj odporni. Se pravi, ker je več ljudi cepljenih, ker je več ljudi prebolelih, se pravi, večji delež prebivalstva imun. Zato posledice niso takšne, kot so bile v prvem in drugem valu in tudi ukrepi, ki veljajo ali pa ki jih moramo sprejemati, so lahko bistveno blažji kot takrat, ko praktično nihče ni bil imun, nihče ni bil cepljen, ko so ljudje še posebej v domovih za ostarele, kjer so bile v polovici države stanovanjske razmere res katastrofalne za čas epidemije, pač množično umirali. Zdaj je v bistvu grožnja predvsem na tiste, ki se niso cepili, ki niso povečali svoje odpornosti in za tiste, ki imajo še kakšne pridružene bolezni, to so ranljive skupine. In tisti, ki nimamo teh pridruženih bolezni, pa ki smo cepljeni in tako naprej, moramo veliko ukrepov upoštevati zaradi tega, da zaščitimo te ranljive skupine. Se pravi, tukaj je potrebna neka večja solidarnost, kot pa je pri znatni manjšini v Sloveniji v zadnjih 2 letih bila izkazana, češ jaz itak ne bom zbolel tako, da bom šel v bolnico, zakaj bi nosil masko. Nisi sam, nihče ni otok in pač apeliram na solidarnost tudi vnaprej. Je pa zaenkrat ocena stroke, da glede na to, da smo obdržali maske v zaprtih prostorih, kjer je veliko ljudi in tako naprej, da če se teh ukrepov bolj striktno držimo, kakšnih bolj rigoroznih, upajmo, da ne bo potrebno. So pa podražitve ena osrednjih tem tudi v zadnjih tednih, zlasti podražitve energentov, goriv, nenazadnje hrane so pravzaprav prizadele vse. Vlada je že sprejela nekaj ukrepov, opozicija sicer pravi, da prepozno in premalo. Katere ukrepe še načrtujete, še boste sprejeli v tem kratkem obdobju, ki ga še imate na voljo do zaključka mandata? Vlada bo sprejemala ukrepe, dokler bo, se pravi tudi še po volitvah, ker ima vsa pooblastila.
kolikor bodo potrebni. Res pa je, da nekaterih ukrepov vlada ne more sprejeti sama. Potrebujemo zakonsko podlago in to pomeni vsaj mesec dni procedure v državnem zboru, pa potem državni svet, veto in tako naprej. Zato tisti, ki govorijo, da so nekateri ukrepi sprejeti prepozno, naj pomislijo, kako so nagajali na delovnih telesih v državnem zboru, da so se razprave vlekle dneve in dneve, kako so zahtevali razna dodatna pojasnila in kako so pol glasovali proti tem ukrepom. Tako da vlada je predlagala vse pravočasno. Ne samo, da smo predlagali nekatere ukrepe, glede na to, da smo del Evropske unije, del skupnega trga, del pravil, ki jih ne kreiramo sami. Morali prehodno dogovoriti z Evropsko komisijo, nekatere tudi predlaga, tako da veliko tega, kar je Evropska komisija predstavlja kot nek možen okvir ukrepanja tako v pandemiji kot v času energetske draginje, je v bistvu bil naš predlog. V drugi polovici lanskega leta, ko smo vodili Svet Evropske unije, smo predlagali številne zadeve, ki so danes dejstvo, ki se zdijo samoumevne, jih je bilo treba spraviti v možen nabor ravnanj ukrepov, ki so pravno dovoljeni v Evropski uniji. Tako da sedeti v opoziciji, kričati, kako je vse prepozno, premalo in tako naprej, pač relativno enostavno. To narediti je pa precej bolj zahtevno in jaz mislim, da ni stvari, ki jih bi lahko naredili, pa ki jih nismo. Tudi po takšnih ukrepih smo posegli, kot je regulacija cen naftnih derivatov, zato da smo stabilizirali trg, ker so se pač pojavljale špekulacije. In to smo lahko naredili zato, ker imamo zadostne zaloge, tudi za izpad dobav, tako ko gre za naftne derivate, kot ko gre za osnovne prehrambene artikle, tako da nobena panika ni potrebna. Dobave niso zaustavljene, občasno so motene. Tudi če bile zaustavljene, lahko reagiramo z zadostnimi količinami zalog. In te zaloge so se znatno povečale na celotnem ozemlju Evropske unije v tem času. Takoj, ko smo prevzeli vlado, je bil en od mojih prvih klicev predsednice Evropske komisije, pa predsednikom vlad Nemčije in Portugalske, ker smo bili v triju, nismo pa takrat še predsedovali, ker smo predlagali dve novi prioriteti celotnega trija. Prva je povečanje odpornosti Evropske unije na krize, kakšna je bila pandemija ali kakršnekoli druge krize z vzpostavitvijo formalnih okvirov za ravnanje in druga prioriteta povečanje odpornosti Evropske unije proti kibernetskim napadom, kar je zelo pomembno, pa se večina prebivalstva tega ne zaveda, ker danes je vse digitalno, če nam sesuje recimo elektromrežje, potem se vrnemo v železno dobo. Veliko je bilo narejeno na tem, tako da danes so zaloge hrane v celotni Evropski uniji velike, ne samo v Sloveniji, zaloge naftnih derivatov tudi, brez kakšnih koli dobav lahko zdržimo mesece. Tako da sem zelo vesel, da in slišimo pohvale od kolegov, kako smo nekatere stvari pač predvideli vnaprej, pravočasno predlagali in tudi sami smo veliko naredili za povečanje teh zalog. Tako da to, kar govorita minister za gospodarstvo ali pa za infrastrukturo in energetiko glede energije, naftnih derivatov, temelji na realnih dejstvih in številkah, enako to, kar govori minister za kmetijstvo glede zalog temeljnih prehrambenih artiklov. Če pogledava še malo na lokalno področje, strani županov je zadnje 2 leti pogosto slišati zadovoljstvo, da jim je aktualna vlada namenila več sredstev kot pa prejšnje. In tudi če pogledamo dogajanje v naši regiji, je veliko teh državnih projektov, gradi se cestna infrastruktura, obnavljajo se železnice, protipoplavni ukrepi, denar za šolske in vrtčevske objekte. Zdi se, da prav temu dogajanju v lokalnem okolju namenjate precej pozornosti. Ne, zagotovo, sej, gledajte,
vsi, ne, ki živimo v Sloveniji, živimo v neki občini. In veliko ukrepov, ki so bistveni za kvaliteto našega življenja, se sprejema na lokalnem nivoju. Ne. Zelo veliko investicij. Ljudje sicer včasih ne ločijo med tem, kar je občinsko, kar je državno in tako naprej, ampak zelo veliko konkretnih stvari, ne, ki zadevajo vse. Ne. Tisto, kar rabimo vsak dan za normalno življenje, se odloča v mestnih in občinskih svetih, investicije, mnoge investicije, recimo vključno v osnovno šolstvo, vrtce in tako naprej, domove za ostarele, so pretežno ali po veliki meri tudi občinske. In če občine nimajo dovolj denarja in morajo vse porabiti za plače v vrtcih, v komunali in tako naprej, potem seveda imajo samo dve možnosti, ne. Ali nič ne gradijo, ali pa dvigujejo cene komunalnih prispevkov in vsega ostalega, kar je občinski pristojnosti, in seveda to ima tudi prvič neko mejo, drugič pa obremenjuje ljudi. Ko s tem, ko smo povečali povprečnine občinam, in to vsako leto, ne, doslej, smo povečali tista sredstva, ki jih lahko občine vlagajo v osnovne stvari za povečanje kvalitete življenja, za normalno življenje povsod po Sloveniji. Ni občine, ki v tem času ne bi nekaj storila. Danes smo predstavili zemljevid vseh projektov, ki se v tem času v Sloveniji so bodisi zgradili, bodisi se gradijo, bodisi so v načrtu razvojnih programov, se pravi, so zagotovljena sredstva iz proračuna ali iz evropskih sredstev. Jih je na stotine, celo na tisoče, če vse seštejemo. Gre za investicijski ciklus, kakršnega Slovenija ni imela, za projekte, ki tudi seveda presegajo občinsko raven. Recimo tretja razvojna os, ne, ko bo zgrajena in končno se gradi, je izjemnega pomena za Celje in Celjsko kotlino, ne, ker se bo odprlo proti severu, proti jugu, proti Koroški in Avstriji, naprej proti Zasavju in Dolenjski in Beli krajini in Hrvaški. To si ne predstavljamo v bistvu, kaj to pomeni v smislu neke dodane vrednosti za razvoj gospodarstva, za desetine milijon ur več prostega časa za ljudi, ki ne bodo se vozile na uro, ampak samo 20 minut, ne, ko se to seštejete, ne, govorimo o dejanskem vplivu na kvaliteto življenja. Prej ste že nekaj omenili zadolževanje, kar nekaj kritik slišimo na ta račun. Koliko je zdaj Slovenija res zadolžena in na kakšen način bomo vračali ta dolg? Zdaj, kot sem dejal že prej, včeraj smo dobili pohvalo podpredsednika Evropske komisije zato, ker smo v lanskem letu bistveno znižali zadolženost Slovenije. Še kak mesec nazaj je opozicija kričala, kako smo zadolženi več kot 80% letnega bruto domačega proizvoda. No, realen podatek za lansko leto je več kot 5% nižji. Smo država, ki je v bistvu glede na ta recesijski val v prvem letu epidemije leta 2020, mislim, da je v Evropi najbolj znižala delež dolga. Zaradi tega imamo bonitetne ocene Slovenije pri vseh 4 bonitetnih agencijah na ravni črke A z obetom stabilno. In zaradi tega se je Slovenija tudi še v začetku letošnjega leta zadolžila z negativnimi obrestnimi merami, kar pomeni, da bomo vrnili manj, kot smo si sposodili, oziroma da smo takrat, ko smo si nekaj sposodili, že dobili denar, ki so nam ga plačali tisti, ki so ga posodili. Prvič se nam je to zgodilo v lanskem letu in drugič v začetku letošnjega leta. In naše ministrstvo za finance je vse te konverzije dolgov in zadolžitve, ki so potrebne zaradi pač finančnega sistema, opravilo v prvem mesecu letošnjega leta, ko so bile obrestne mere še nizke. Zdaj gredo gor zaradi vojne v Ukrajini, zaradi vsega tega, kar se dogaja na energetskih trgih, ampak mi smo likvidnostno preskrbljeni do konca tega leta.
V četrtek, torej jutri, se bo začela letošnja volilna kampanja pred državnozborskimi volitvami. No, vi ste pred kratkim ob 33. obletnici ustanovitve SDS-a napovedali še vsaj 2 mandata pod vodstvom vaše stranke in da bo Slovenija čez 7 let med 15 najbolj razvitimi državami sveta. Pričakujete torej, da bo vaša stranka tudi na letošnjih volitvah dobila največ glasov? Ja, delamo na tem in tisto, kar je na naši strani, so rezultati. Mi pač to volilno kampanjo ne gremo z besedami, mi gremo z dejanji. Kdor ne verjame temu, naj gre na spletno stran vlade, odpre zemljevid projektov, o katerem sem prej govoril, klikne na svojo občino in bo vedel, da o čem govorimo. In ko bodo ti projekti dokončani v naslednjih letih, bo Slovenija razvojno na bistveno višji stopni. Lahko bo pospešila tempo, ki smo ga zagnali v lanskem letu, in leta 2030 je lahko med 15 najbolj razvitimi državami sveta, kar pomeni, da bodo naše plače in pokojnine nad evropskim povprečjem. Anketne napovedi sicer kažejo različne možne izide volitev. Novinec na političnem parketu Robert Golob svojo stranko Gibanje Svoboda je večkrat omenjen kot morebitni prihodnji mandatar, ki bi ga lahko podprle predvsem leve, pa tudi nekatere sredinske stranke. Po vašem mnenju, gospod Janša, bo po volitvah sploh možno, vemo, kaj se je dogajalo v preteklih letih, po preteklih volitvah, sestaviti vlado, če veliko strank zdaj govori, da z SDS-om pa v vlado ne bodo šli? No, vseeno je teh manj, kot jih je bilo leta 2018, pa tudi takrat se je izkazalo, da to pač ne drži. Nenavadno je, da v Sloveniji sploh preživijo stranke, ki izključujejo. Jaz mislim, da ni nobene druge evropske države, ker bi stranka, ki vnaprej izključuje v proporcionalnem volilnem sistemu povezovanje na osnovi dela za skupno dobro, sploh prišla čez parlamentarni prag. To je možno samo v Sloveniji, kjer razne agencije in seveda nekateri osrednji mediji ustvarjajo neko virtualno realnost, ker ni važno, koliko glasov je nekdo dobil na volitvah, ampak koliko mu napišejo na anketah. Potem pa pridejo volitve in je situacija popolnoma drugačna. Zdaj, če bi Slovenski državni zbor bil sestavljen na podlagi anket pred volitvami leta 2018, bi lista Marjana Šarca imela v njem 40 mandatov, pa jih je dobila 12 ali 13. Tako da to, kar se zdaj ustvarja, je velika manipulacija, ker nekatere televizije potem na podlagi tega, kar prej napišejo v ankete, delajo izbor, koga bodo povabili v soočenje, komu bodo dali programski čas. In v bistvu gre za veliko prevaro volivcev. V vseh normalnih državah je jasno, kdo je parlamentarna stranka in kdo je tisti, ki prvič poskuša. Edino v Sloveniji skušajo z nekaterimi potvorjenimi anketami absolutno ustvarjati neko virtualno stanje, kjer se skušajo volivce prepričati, glejte, takšen bo rezultat in to je zmagovalec, zanj glasujte, da boste glasovali za zmagovalca. Ne deluje več tako, kot je v preteklosti 2011 ali pa 2014, do določene mere pa še vedno, in to je neka izkrivljena demokracija pri nas. Enako to, da nekatere tako imenovane nevladne organizacije, ki niso odprle volilnega računa, zdaj delajo kampanjo za levičarske stranke. To je protizakonito. Zakon pravi, če hočeš sodelovati v volilni ali pa referendumski kampanji, moraš odpreti volilni račun, ki ga računsko sodišče potem pregleda, omejitve so tukaj. Tukaj pa imamo nek skupek tako imenovanih nevladnih organizacij, ki se zdaj vozi po Sloveniji, dela kampanjo. Proti nam pa za levičarske stranke niso odprli nobenega računa, ne ve se, kdo jih financira, je popolnoma nepregledno, skratka je eklatantno kršenje ustavnega reda, tako da to se mi zdi bo eden večjih problemov v naslednjih tednih. Kakšno volilno kampanjo pričakujete? Zdaj za vlado je v bistvu kampanja delo. Mi trdo garamo tudi v teh mesecih, ko
in tednih, ko so razpisane volitve. Nimamo časa za to, kar je nek cirkus, ne. Vedno v predvolilnem obdobju, kot že rečeno, ne, mi računamo na to, da bodo ljudje razmišljali o rezultatih, ne toliko o besedah in obljubah, pa da bodo primerjali. Zdaj slišimo nekatere, ki pravijo, del bomo drugače, zgradili bomo 30 000 stanovanj. Prostite, bili ste na oblasti 20 let, od 30 pa niste nič zgradili. Nobenega doma za starejše niste zgradili, dali ste pa 70 milijonov za študijo o tem, kako graditi domove za starejše, zato da se je pač financiralo tiste, ki zdaj delajo kampanjo za vas kot neka strankarska paravojska. Samo primerjamo, ne, kaj se je dogajalo v zadnjih 2 letih in kaj se je dogajalo prej. Od leta 2008 naprej pa bo pač vse jasno, no. Jaz mislim, da Slovenci smo dozoreli v tem smislu, da vendarle ne znamo pretehtati. Je pa jasno, da imamo proporcionalni volilni sistem, da bo strank v naslednjem državnem zboru veliko, da bo treba se pogajati o koaliciji. In naš cilj je, da sestavimo koalicijo, ki bo trdna, ki se bo lahko usmerila v doseganje teh ciljev, da bomo v leta 2030 med najbolj razvitimi državami tudi po plačah, pokojninah in kvaliteti življenja. Gospod Janša, najlepša hvala za nocojšnji obisk v našem studiu in tale pogovor. Hvala vam. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala pa tudi vam za pozornost. Prijeten večer in nasvidenje.